Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Vaše zdravje si zasluži najboljše. Najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si v primeru poškodbe ali bolezni zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev v mreži Varuha zdravja. Varuh zdravja. Vzajemna. Dober večer, spoštovani in cenjeni. Točno minutko in pol začenjava, da se odkupiva za tiste oglase, ki ste jih prejšnjič fasali v podcast ediciji Toplovoda. Jaz ne vem, odkot so, bom raziskal, se pa pridružujem vsem jamrajočim, ker dejansko niso po mojem okusu. Dober večer, toplovodne plemkinje in plemiči, torej Mati, Zinka, Kozilere, Srečko, Janez, Prinašalec, Luči, Štefan. Kje si Štefan, Melita in ostala elita? Lep dober večer tudi vsem, ki ste pridni in mi že leta pomagate ustvarjati oziroma soustvarjati tole oddajo. Toplovod se imenuje za tiste, ki ste nemara prvič. Toplovod je ena taka oddaja, kjer nas zanima, kaj poganja naša stališča in naša skupna prepričanja, skupne vrednote, da ne rečem kolektivne mite. Včasih smo ji rekli oddaja o za in proti demokraciji, ampak takrat sva bila s Cirejem še mlada. Pa pravzaprav ne vem, če to še velja. Se pa pogovarjamo o tej oddaji, to pa naredimo tako, da jaz rečem, da govorimo o tem pa tem, vi pa pokličete našega portirja in vumbacitelja maestra Cireja, Živjo Ambrož, ki bdi nad tehničnim dogajanjem v Toplovodu, če ste pa hudo nesramni, kar je sicer redko, ker smo dejansko spodobna druščina, ki se zna pogovarjati, pa Cirej tudi odločno red naredi. Konec koncev je človek, ki je že marsikaj preštemal. Njegova številka je, punce pište, 01 475 2202. Ker pa so časi moderni, lahko z nami komunicirate tudi preko nove igračke najbogatejšega zemljana, Elona Muska, imenovane Twitter, naj še lojtrišče je lojtra Toplovod. Zdaj se pa spodobi, da razpišem temo. Vprašanje se glasi takole, zapišite ga, da ne bo nejasnosti. Največja laž, ki so vam jo prodali na poti skozi življenje. Skratka, od točke prvega zavedanja do 17. maja 2022 ob 21:55, prepričan sem, da tega ni malo, ampak največja je pa verjetno samo ena, ki so vam jo prodali, ali pa smo vam jo prodali mediji, sistem, šola, starši, duhovni učitelji, vrstniki ali vrstnice na Facebooku. Skratka, vsi, ki so imeli oziroma poskušali imeti nek vpliv na vas. Dajmo pomisliti, poskusimo biti odkriti do sebe pa do ostalih. Vprašanje je težko. Tako sem rekel, dajmo se to vprašati, pa vidimo, kam nas, ali pa slišimo, kam nas pripelje. Dajmo pogledati danes v 1 uri, dokot pridemo s tem vprašanjem. Največja laž, nateg, prevara, iluzija, ki so mi jo prodali v življenju, je pičica. Pa poslušajmo. Lahko, da se nam zdaj ustav pri ideji, ki nam jo prodajo, recimo, da bomo zadeli na lotu, da bomo srečni, če bomo imeli denar, da bomo izpopolnjeni, če bomo ubogali, imeli petke, da bomo odrešeni trpljenja, če bomo imeli hude karijere in verjeli v neko nad nami bdečo entiteto, ki nas bo po smrti odrešila vsega hudega. Pojma nimam, sigurno pa zdaj le že zavajam, ker ne želim zavajati. Skratka, govorim o tistem občutku, ko ste verjetno morali že parkrat v življenju odganjati misel, ki vas je obšla v zvezi s kakim izmed ključnih gradnikov naših življenj. To so prepričanja ali pa v zvezi s kakim izmed družbenih konsenzov, dogovorov, kolektivnih mitov. Misel, skratka, ki vas je kljuvala in težila. Hej, Marjana, recimo. Tole je totalen nateg. Tole sploh ni res. Pol življenja živiš v zmoti. Falila si pot. In
jo nekako odženeš to misel, ker saj veste, nevarne so misli, ki silijo ven iz družbene pogodbe, ven iz konsenza, stran od prepričanj večine. Jasno, bolj udobno je vztrajati na začrtani poti pričakovanj, prepričanj, privzgojenih vrednot, še celo tako smo lahko predrzni, da se strinjamo, da je lažje biti nesrečen pa na antidepresivih ali pa na alkoholu, kot pa izstopiti iz plemena. In tako celo pleme eden drugemu zelo, zelo, zelo redko upamo priznati, da v kaj dvomimo, da čutimo, da nekaj ni prav, da živimo v nekem kolektivnem narobe, v nekem pogledu, da v tem nemara ni pravega smisla, da je trajektorija življenja, ki smo jo mogoče uskladili z družbo, s pričakovanji, z njeno, kaj pa vem, ekonomijo, kulturo, ki izvira iz nje, z oglasi, z znanci na Facebooku, s tistimi, s katerimi si delimo cerkveno klop, vaško skupnost, da je ta špura v resnici skregana z našo intuicijo na nek način, z univerzalnim občutkom za prav. A se vam kdaj to dogaja? Pa potem raj popijete en zoloft ali pa požrete še en pir ali pa kaj novega. Kupite in se delate, da je vse ok. Naj vam ne bo nerodno, tudi mene vse pogosteje hodi obiskovati nek čuden občutek, da je marsikaj, v kar sem bil vzgojen in narojen, da bom verjel, zelo verjetno en precejšen nateg, ali pa vsaj ne neka, bom rekel, absolutna in do te točke najbolj optimalna zgodba. Pa me je strah povedati, ker kaj bojo pa ljudje rekli. Glej ga, ravnozemca, zmešalo se mu je, ne? Poskušajmo se spomniti zdaj z distance, ko je smrtonosna pandemija nekako mimo, nekako smo recimo na družbenih omrežjih linčali ljudi, ki so utegnili s kančkom zavesti dvomiti v konsens, ki niso objavljali fotki s cepišč s pripisom, ne vem, Tim Astra zmeneka ali kaj bilo že. Zmerjali smo jih z morilci naših babic, z bedaki, izgnali smo jih z plemena, iz družbe, potem pa spet tiste na začetku te nove ukrajinske krize, ki niso... Skratka, zdaj že malo zavajam, ampak gremo še enkrat k izhodiščnemu vprašanju. Največja laž, ki so vam jo prodali na poti skozi življenje, je. Tudi tokrat brez uvodnega štikla. Škoda, pa tako bi se prilegla glasba. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer, Marko. Marko, živijo. Živijo. A kar povem, kaj je moje? Ja, lahko poveste, kaj je vaše, ampak to morate početi z eno mero odgovornosti, ne? Ker morate vedeti, da ljudje smo čredna bitja in znamo slediti temu izhodišču. Po moje nisem edini, ki je to doživel, in sicer celotno otroštvo sem preživel misleč, da ima špinača 10-krat večjo osebnost železa od ostalih zelinav. Ja, to je bil eden ključnih nategov zgodovine, ne? In so me starši klukali špinačo, ki jo nisem maral, in to so bili potem tudi malo slabši odnosi ob tistih dneh. Da ne govorijo o tem, da smo gledali to risanko o mornarju Popaju, ki je bila pravzaprav ena taka čist navadna prošpinačna propaganda. Kako čudovito metaforo za natege življenja ste zdaj le začeli, odlično vam gre, Marko. In cela generacija je žrla to gnusno špinačo. Ja. Zato, ker je nek znanstvenik... Misleč, da ima 10-krat večjo osebnost železa v primerjavi z ostalo zelenjavo. Ja, ker je model, ki je v laboratoriju pisal tisto diplomsko ali pa doktorat, zaflikal pri eni decimalki, če se ne motim. Ena decimalka je bila narobe in cel svet je mislil, da ima špinača pač več. V resnici pa nima nič, isto je. No, Marko, in kaj sva se iz tega natega najnega življenja naučila? Ja, ne vem, Sokrat bi rekel, da je treba sam razmisliti o stvarih. Meni se je zdel čuden, zakaj ima špinača. Kot otroku se mi je zdel čuden, zakaj ima špinača več, kot pa solata. Ja. Se pravi, potreba je svojo intuicijo poslušati pa preverjati, pa sam nekako. Ok, to je en tak naiven dvom otroški, ne? Zakaj bi imela res špinača 10-krat več, če pa nad vse podobna solati? Ampak to ni nujno, da je to pravi pristop
k obravnavi stvari. Ampak je pa ne vem, na svoj razum se je treba opreti in pa pač tisto, kar ti razum pove, ali ti pa določ, ne, se pravi, videti v to smer. Se pravi, ali pa si postavil po robu, ne bom špinače jedel. Ok, Marko, brez zamere, ampak koliko let štejete? 55. 55. Ampak res pričakujete, da vam verjamemo, da je bil največji nateg, ki vas je doletel v 55 letih, tista decimalka pri špinači? Ja. Ja. Kar verjamete. Vse ostalo je bilo pa bolj resnično kot to. Pa to mi je prvo padlo na misel, se pravi, in potem nekako se mi zdi, da to je največji nateg. Ja, ki je trajal leta in leta. Zdaj, a je to največji nateg, ali ste ostale natege, ki bi bili mogoče za vaše dojemanje sveta še bolj usodni, ako bi jih prepoznali in ovrednotili kot natege, da ste jih mogoče potlačili v podzavest, da se težko soočite z njimi? Dajmo načeti temu, ne vem, v katero smer. Ok, ampak Marko, meni je bil tale uvod s špinačo čudovit. Ja. Tako zelo elementaren. Ja. Pač, to se mi je zdel največji nateg. Starši te najbolj nategnejo, kaj verjameš. Pa niso bili samo starši, tukaj je bil kompleten... Ne, če ne bi mama pa oče to zagovarjala, jaz sigurno tega ne bi verjel. Tudi mamo tudi mamo in očeta je nekdo prepričal. Ja, seveda. Prepričan sem, da je imela tudi pri Popaju kakšna industrija konzervirane špinače še kako zraven. Pa da je verjetno ta decimalka se znašla v marsikaterem vladnem priporočilu tega sveta. Skratka, šlo je za popoln nateg. Ja. Pa ni edini. Ja, zdaj, kakšnega drugega pa sem super. Se pa žal ne spomnim. Marko, odličen uvod. Hvala. Živijo. Čau. Evo, pa jo imamo špinačo, jaz jo imam še vedno rad. 014752202. Največja laž, nateg, prevara, ki so vam jo prodali na poti skozi življenje. Marko je začel s to nesrečno decimalko pri vsebnosti železa v špinači. Kdo nadaljuje s čim? Dober večer. Lepo pozdravljeni. Živijo. Torej, mogoče res ni največja, bi pa rekla, da je trenutno najbolj aktualna in bi izpostavila tematiko, ki je navezana na špinačo. Ja. Bi pa jaz prešla na mesni sektor. Torej, jaz mislim, da to, da bomo v Sloveniji s 2 dnevoma brez uživanja mesa rešili globalne težave, ki jih povzroča intenzificirana govedoreja nekje na južni polobli druge celine. Pri tem pa pozabljamo, da na slovenske kmete, ki ne le da pridelujejo hrano, ampak nas hranijo vsak dan, 3-krat na dan. In je to hrana, ki lahko zaupamo in je hrana, ki nas bo tudi takrat, ko nas bo vse ostalo nekako mogoče se oddaljilo od nas, hrana, ki nam bo dala varnost, katero bomo lahko uživali v vseh pogledih. To je bilo odlično, na kratko. Daš začeti še enkrat od začetka. Jaz sem Miha, Živijo, vi ste pa? Jaz pa sem Dori. Dori, Živijo. Pozdravljeni. Dori, če se prav razumeva, vprašanje je bilo največja laž, ki so vam jo prodali na poti skozi življenje. Ja. A je to res največja laž? Bi rekla, da je trenutno mogoče najbolj tiste, ki me je najbolj prizadela, ker tudi sama izhajam iz kmetijskega sektorja, pa se mi zdi, da mogoče ne prizadane samo mene, ampak tudi vse ostale kmete. Ne samo kmete, ampak tudi na koncu koncev potrošnika, ki mu ne damo možnosti, da bi sam izbral in pa, da bi mu prikazali to pravo sliko. Da tudi če je meso in da je to meso lokalno pridelano, s tem ne pomeni, da podpremo samo kmete, ampak tudi razvoj podeželja, da podpremo mogoče vašega soseda, ki hodi pomagati kmetu. Torej je to veliko širša zgodba, kot jo želimo prikazati. In še enkrat, da želimo nekako mi reševati težave druge, po drugi strani in pa naslednji dan pa uvažamo za tretjih držav hrano, ki je proizvedena po nižjih standardih in se znajde na enaki polici. Dori.
Odlično, živinorejka, Dori, tole bo en čudovit ekspoze, ampak nisem si Nisem živinorejka, ampak vseeno se mi pa zdi, da je potrebno kmetijstvo podpirati v Sloveniji bolj celovito in pa tudi, da se ga naslavlja. Razumem, pa tudi zelo podpiram idejo, da je treba kmetijstvo v Sloveniji lokalno celovito podpirati, ampak nisem si tega toplovoda zamislil, da bo zdaj vsakdo poklical in spostavil kot največji natek življenja tisto, kar mu predvčerajšnjim v časopisu recimo najbolj ni bilo všeč. Ja, mogoče se ne bi strinjala, zato ker so to zagotovo stvari, saj z ljudmi se srečamo vsak dan. Okay, ampak največja laž, Dori, največja laž, ki so vam jo prodali na poti skozi življenje. A ste bili v šoli? Jaz se trenutno se mi zdi, da je ta taka največja, za katero lahko v življenju povem. Pa bom ostala pri tem. V življenju? Tako. Največjo laž, ki ste jo, dam se ne smem spraševati, koliko so stare, ki ste jo doslej slišali v življenju, je bila teza Roberta Goloba, da bomo... To ni zdaj teza, se mi zdi, ni smiselno nekako imenovati, ampak se mi zdi, da so pa to stvari, ki pa izlaži potem, se veste kako je, če poveš laž, ampak Dori, še enkrat, Dori, hitro postane resnica. Točno to, a imate v mislih še kako drugo laž, ki je bila recimo... Mogoče bi raje prepustila čas komu drugemu, jaz se trenutno, verjetno ne bom spomnila druga. Trenutno boste namenoma zamolčali kakšne druge. Včasih je to prava pot, modro molčanje. Modro molčati. Tako. In se vam hvaležna, da sem lahko izkoristila to priložnost. Ja, saj ste jo. Hvala, Dori. Srečna. Ok, spoštovani in cenjeni, a gremo lahko, prosim, še v kako drugo smer, da se ne zataknemo v agronomiji do konca, ker na Twitterju je že cel špetir, zdaj Ina sporoča, da ima špinača še vedno vsaj enkrat več železa na 100 gramov kot zelena solata. Pa 2-dnevna abstinenca od mesa ne bo rešila sveta. A je še kakšna laž, prevara, natek, ki so vam ga prodali skozi življenje na poti od začetka zavedanja do tega trenutka v tem torku ob 21:15, ki bi jo lahko vrednotili, ocenili kot največjo, kot nek tak aha moment. Dajte deliti z nami, pobrskajte globje. Dober večer. Dober večer. Živijo, s kom govorim? Nataša. Nataša, živijo. Živijo. Največja laž je ta, da smo ljudje najprej socialna bitja. Ljudje smo najprej naravna bitja. To je največja laž, kar so mi vsem nam prodali. Čakajte, največja, tega pa ne razumem, v kakšnem kontekstu, pa kdo nam je prodal to laž? Študij. Študij pedagogike pa sociologije. Dajte mi pojasniti, a veste, o kakšnih lažeh govorim? Ne vemo, kakšni. To je za mene največji. O največjih, tako da mi goreče začnete pripovedovati, to ni res. Miha, a si predstavljaš, to, kar so nam povedali, ni res. Zemlja je ravna in pola ne obstajata, recimo, ali pa demokracija je prevara. Ne. Ali pa Bog ni eden, Bog smo mi vsi, ali pa ne vem kaj še. Prepričan sem, da so vam skozi celo življenje povedali marsikaj, ampak da ste izpostavili ravno to zablodo, da so vam rekli, kako že, da je človek socialno bitje. Da smo mi najprej družbena bitja. Ja. A ne? Jaz sem na Facebooku z mojo profesorco govorila in sem ji rekla, da smo ljudje pač ona je rekla, da je narava samo za okras. Da smo mi družbena bitja, narava je pa samo za okras. Narava pa ves čas potuje skozi nas in mi potujemo skozi naravo. A je to, da smo, skratka, zdaj vas pa razumem, da je največja prevara, ki so vam jo prodali, to, da smo mi pravzaprav na nek način ločeni od narave.
Tako. Smo pa del nje. Tako. Ja, V Nataša. vsakem trenutku. Nataša, to je pa odlična misel. Mogoče preveč enostavno smisla. Ne, sploh ni bilo enostavno. Jaz je sprva nisem razumel, se posipam s pepelom. Vse nekaj. Jaz se še od malih nog se spominjam, ko sem šla k moje babici na Leše, to je vas, ko odpreval proti, pač zaviješ nekam gor v hribe in jaz sem hodila tja na počitnice in so zjutraj petelini peli, vse je tako dišalo in skratka mi smo otroci narave in ko gledaš otroke, kako se veselijo cvetlic, kako se veselijo ptic, a ne, vsega, otroška radovednost, ko ga ti pelješ v gost, je neizmerna. Ja, res je. Pa greš v šolo, pa ti pa začnejo, šola pa pol se pokvari. Nataša. Čeprav zdaj se to spreminja, a ne? A se vam zdi? Ja, se. Jaz sem pozitivna, vse spreminja. Ok. Nataša, ok, gremo naprej. Skratka, odtujenost človeka od narave. Mi nismo odtujeni, a ne ta rek nazaj k naravi. Kako naj se vrnemo nekam, kjer smo že ves čas? A ne? Kje pa smo, če nismo v vesolju? Zemlja je v vesolju. Ja, in tudi vesolje je narava, ali kako? Ja, seveda je narava. Ja. Tako, če pri filozofiji, a ne, ko imajo predmet o naravi, govorijo o vesolju. A ne, vesolje je tudi narava, zakaj pa bi bilo drugega? Ja, zdaj lahko tja proti kvantni fiziki nadaljujeva, pa ne bo. Ja, Nataša, najlepša hvala. Nikaj, v redu. Živijo. Ja, adijo. Ok, špinača, golobovo odrekanje govejemu mesu in teza, ki so jo prodali Nataši, da je človek ločen od narave. Kaj pa največja laž, ki so jo vam prodali, ali pa natek, ali pa prevara na poti skozi življenje? Dajmo poskusiti mogoče bolj s koncepti, idejami, normami, skupnimi vrednotami, skupnimi miti, konsenzi, bolj v to smer iti, če se da. Lahko pa v tej smeri naprej, ker je blazno zanimivo. Dober večer. Dober večer. Živijo se. Aha, dober večer, Miha, Zdenko pri telefonu. Zdenko, živijo. Meni največja laž, to mi je prva stvar, ki mi je prišla na misel, je, ki so mi jo prodali, da obstaja nekaj, čemu se reče razsvetljenje. Duhovno razsvetljenje, če tako rečem. Aha, so vam ga prodali? Ja, tako. Tam že recimo kot mladostniku, tam ko smo stari 18 let. In se vam zdi, da to ne obstaja? Ne, zdaj sem prepričan, da ne obstaja. Tedi sem mislil, da obstaja. Ampak kako ste pa lahko prepričani, da ne obstaja? Zato, ker v bistvu na koncu nekako sem ugotovil, da človek lahko verjame karkoli že želi, ne? Ampak da se je možno na neki subtilni, globoki ravni povezati z stvarstvom, z vsem, kar obstaja in biti eno z vsem, se mi zdi malo pretenciozna ideja, konc koncev po vseh teh letih. Ja, zato, ker vam ni uspelo? Ne, sem obiskoval razne ljudi, ki bi naj bili kao razsvetljeni in vsakič, ko sem prišel do njih, ko sem jih vprašal, kaj to pomeni, so rekli, ne, nisem jaz, meni je to eden drug povedal. In tak naprej, da v bistvu na koncu nisem nobenega srečal, nobenega spoznal, vsi so samo govorili o tem. Aha, skratka, želite reči, da tudi če bi šli do Dalaj Lame ali pa do papeža, bi rekla, ne, to nisem jaz rekel, to je bil nekdo drug. Tako. Tako en mit, ki je nekako ponarodel, rečemo temu. Ampak na kak način vas je to
tako razočaralo, da vam je spremenilo življenje? Ja, najprej me zato, ker sem se 100% posvetil temu, ker sem temu verjel, da to je tako. Jaz sem pač človek, če se nečesa lotim, se lotim 100% in tega sem se tudi lotil 100%. Ampak jaz se bojim, da se niste lotili 100%. Koliko to misliš? Ja, ne vem, a ste brali Siddharto? Seveda. Kaj vse je ta nesrečni princ počel, ne? In koliko let je to trajalo, da je naposled, ne? Da je naposled pogruntal. A ste res prepričani, da ste dali skozi vse te napore? Glej, recimo, samo tek kot primer, recimo, ne, sem vstajal ob 4 zjutraj, naredil pol ure meditacije, naredil še 15 minut raznih nekih duhovnih vaj, probal sem, ne vem, od Tai Chi Chuana, Qigonga, meditacij, kakršnikoli, tibetanskega budizma, vse sem probal, ker me pač ta misticizm me zanimal. In sem se maksimalno vrgel v to, nisem to neko površno se lotil, šel na tečaj joge, na dvakratne terapije od gongov, pa sem rekel, a veš, da štekam nekaj. Ne? Resno sem se lotil, prečital vse možno, ne bom rekel vse možno, veliko sem prečital, ampak na koncu pa pač ugotovil, da postajam čedalje bolj omejen, če tako rečem. Zato, ker sem iskal neko idejo, ki me s cajtom začela omejevati. Od začetka se mi je svet nenormalno odpiral, ker sem si postavljal vprašanja, ki si jih prej nikoli nisem postavljal. To je bilo vse super. To je dobro. To jaz mislim, da bi mogel vsak človek to početi. Ne, pa to je zdaj odlično, kar pripovedujete. Razumem, vi ste na nek način se želeli povezati s stvarstvom, spoznati stvarnika oziroma Boga, začutiti to neko vsemogočno entiteto, ki je tukaj, ne pa je niste. Ja, in zdaj ste jezen. Ne, nisem jezen, Miha, daleč od tega. Svojo grenkobo sem predelal, doživel sem svojo katarzo in sem ugotovil, da enostavno ljudje bomo vedno verjeli v neki nedosegljivega, neki tem, kar je za obzorjem. Ok, kar želite povedati je, da je človeški vrsti lastno, da verjame vse mogoče natege, vključno z razsvetljenjem. Točno tako, vedno bomo verjeli v neko idejo, ki je nad nami, ki lahko poravna vse krivice, ki lahko nahrani vse lačne, ki lahko spremeni ta svet na bolje in tako naprej. Vse to je po svoje dober. Zdenko, jaz se opravičujem za tale smeh, ampak pravkar je Jože Wolf na Twitterju vas vprašal, ampak a je probal vampe? Sem, pa mi niso bili všeč. Evo, Jože, zdaj veš. Jože, zdaj veš. Ok, Zdenko, lepo sva začela. Skratka, človeški vrsti in naši zavesti je jasno, da se mora na poti skozi življenje predati nekim veram, v neke ideje, koncepte ljudi ali pa stvari in da je to vse povrsten, čist navaden nateg. Ja, ampak, a veš, to je jaz ne bi rekel, da je to čisti nateg, Miha. A veš, ker recimo, nisem religiozen človek, ampak je pa dober, določeni nauki, ki jih pa cerkev uči, ni vse slabo, a veš, kot mislim, če me zastopiš. Veš, ideje lahko, če ti tako rečem, naučil sem se, da je treba učiti se od vsakogar in povsod. Ja. In da odpiraš svoj postaješ toleranten, bolj moralni in tako naprej. Mislim, da je to neka prava pot. Ampak fanatično iskanje nečesa globoko vse na koncu vodi eno veliko iluzijo, ker se zgubiš v svojih mislih in občutkih drugih. Ja, mogoče pa niste bili dovolj vztrajni. Mogoče res nisem, ampak konec to me je skoraj stalo življenja, tako da sem rekel, nekje moram končati, da to ni več pot, po kateri moram hoditi. Mogoče te pa razsvetljenje res mora stati življenja. Samo špekuliram, je pa res, da nisem probal vampov. Zdenko, najlepša hvala. Ok, lahko noč, hvala. Lahko noč, živijo. Nič 1-475-202 nocoj, precej široka tema, sprašujemo se, šli smo dejansko od špinače, govejega mesa, teze, da je človek ločen od narave, do tega, kar je Zdenka zmotilo, da so mu prodali, da razsvetljenje obstaja in je zdaj ugotovil in je to opredelil kot ključen nateg njegovega življenja,
kajti po njegovem ne obstaja in je to največja laž, ki so mu jo prodali na poti skozi življenje. 01475 202, pa vaša, dober večer. Dober večer, Miha, David tukaj. David, živijo. Ta oddaja pa res presenetljiva. Ampak na tak bizarno pozitiven način, jaz se zabavam. Ja, jaz se prav občudujem te, kako uspeš ohraniti dober duh, pa ne užaliti kogarkoli. Ja, pa zakaj bi žalil kogarkoli? Vsak ima svoje prepričanja in vsak je neko idejo o življenju opredelil kot največjo laž, ki so mu jo prodali. Zdaj, če je to špinača, če je to abstiniranje govejega mesa, teza, da je človek ločen od narave, ali pa ideja, da razsvetljenje obstaja, pa v resnici ne, to razočaranje je to, ne? Kdo sem jaz, da bi sodil? Problem je v tem, da zato, da ti spoznaš na teh, da spoznaš laž, moraš vedeti, kaj je resnica. Torej, moraš spregledati. Drugače povedano, nekdo, ki je spoznal v življenju kot osebno železa v špinači, očitno je napol slep, oziroma ni spoznal veliko stvari v življenju. Recimo, tu bi prvi korak, ko sem jaz presenečen, kako ostati spoštljiv pol do drugih. Ne. Pač, jaz mislim, da v življenju marsikaj bolj šokantnega od špinače, mislim, vsebnosti špinače. Okay, kaj recimo bi vi izpostavili kot tak in ključen natek, kot tista točka v življenju, ko rečeš wow, ne? To pa ne drži, ampak... Kup nategav je v življenju. V bistvu je težje najti resnico v vseh javnih trdicah, pa v splošnem prepričanju. Ampak David, kaj pa je resnica? Ne? A ne bi recimo neko objektivno resnico lahko opredelila kot konsens? Ne? Če mi verjamemo, recimo, če se mi vsi strinjamo, da bomo, ne vem, srečni, če bomo zasledovali idejo, ki nam jo proda politični ali pa materialni marketing, pol je to objektivna resnica. Ja, tu smo zdaj na enem poglavju, ki se mariborski filozofi nikako ne strinjamo z ljubljanskimi. Ja. Reč, ni resnica tisto, kar se mi zmenimo, da je res. To je stališče analitskih filozofov. Ja. Torej, mi se lahko dogovarjamo, koliko hočemo, ampak kamen bo vedno dol padel. Okay. Ne glede na to, kaj se zmenimo, kako se odločimo, kamen pade dol. To je ena možnost do resnice. Zdaj, seveda, lahko pa se menimo o tem, da kamen pade ali ne pade. Ne, seveda kamen pade. Če se na koncu zmenimo, recimo, mogoče ena taka kolektivna laž, ki jo še marsikdo sprejema, v smislu, ko gre debata, tisti najbolj glasen gostilni ima prav. Moče ena taka, ne. A pa pričakoval sem moče od poslušalcev vsekako v smislu, ker naša generacija dosti dala skozi, uči se, da ne boš rabo delati. Ja. Mogoče to ne skrbi za nič, ne, vse je v redu, spi, ne razmišljaj, hrana, ki jo ješ, je v redu, zrak, ki ga dihaš, je v redu. Pa se nočem zdaj tu plašiti, pa zbujati neke panike. Ampak dejansko marsikaj ni v redu. Ja, marsikaj ni v redu, ne, ampak kaj bi pa vi izpostavili kot največjo laž? Nekaj, kar ste... Jaz bi tako rekel, neko navodilo, ki ti je bilo v neki točki življenja privzgojeno, dano, ki je stvar nekega konsenza, ki je stvar kulture, mogoče stvar dogovora, ne mara celo naša vrednota, pa pol v nekem trenutku rečeš, jeben ti. Pa to je natek. Moja največja taka kratkoročna, ki se je zgodila v kratkem sprememba v življenju, je bilo, ko sem gledal, zdaj sem pa pozabil, kak je naslov, ker se ne zapomnim vsega, ampak ko sem prišel do spoznanja, kaj podnebne spremembe predstavljajo za človeštvo. Zdaj, vem, jaz vedno, kadar se gre o nečem strašnem in grozljivem, podnebne spremembe za mene so daleč najbolj strašna in najbolj grozljiva stvar, ki prihaja. In ko sem jaz tudi kot naivnež v preteklosti, se gnal za športnimi avtomobili, pa ne vem, poskušal se modno oblačiti, pa jedo meso vsaki dan. In gledal to, kar verjetno večina ljudi še vedno ima za neke vrednote,
in mislijo, da je uspeh to, da dosežejo vse te standarde. Pa enkrat odpreš oči, pa vidiš, pa čakaj, pa vse to, kaj delamo, to je čist narobe, pa vsi to delajo, to nisem jaz poseben, zato ker bi delal nekaj narobne, ampak sem poseben zato, ker sem edini, pa en redkih, ki je spoznal, da celo človeštvo drvi v en prepad. Da je to nateg. Da je nateg, da ne rabimo nič narediti, pa bo vse v redu, da se stvari ne spreminjajo. Potrošništvo, ne, v smislu, če si slabe volje, si nekaj kupi, pa boš dobre volje. Da ne rabiš razmišljaš o tem, kaj kupuješ, ne, češ vsaka stvar, ki je v trgovini, je že moralno sprejemljiva. Nateg mogoče to, da smo zamenjali Boga z denarjem, in da kar denar, da bi rekel, lahko kupi, vse to je, tako kot je v preteklosti bilo požegnano. Ok, David, če zdaj strnem, ne, pravzaprav naša aktualna paradigma po vašem mnenju nateg. Ja. Okay. Ja. A jo lahko še bolj ozko opredeliva epicenter tega natega, ne? Še mogo pomagati malo. Kako bi to bolj konkretno? Ne, ker dejansko, če gledamo oddaleč, naš modus vivendi, se dejansko lahko primeva za glavo. Ne? Kako je mogoče, da ne znamo pogledati cele slike in ugotoviti, da je to, kar počnemo kot skupnost, in da so naše parcialne usode znotraj te skupnosti pravzaprav en velik nateg, ki nas dela mizerne, ki nas odtujuje eden od drugega, ki nas odtujuje od narave, od smisla, od bistva, od česarkoli, ne? Če razmišljajo o to smer. Ampak kje je bistvo tega natega? S katero idejo nas obvladujejo kot, bom rekel, pasivne participante v tej zgodbi? To je glih ideja, je bolj način življenja, kako živimo. Trenutno je največji vir naših zmot to, da lahko odkriješ resnico na malih ali velikih zaslonih. Pa čisto da ne marjamo ta prosto dejstva, sprehod po naravi, kjer ti opazuješ drevesa, opazuješ ptice, opazuješ živali in na podlagi tega sklepaš o tem, ali se na nas planetu nekaj dogaja, ali je naš planet bolan, ali ni bolan, ali dobro delamo z njim, ali ne dobro delamo. Preprosto tam pogledaš oni dokumentarec, pa še to ne, če dokumentarce gledaš, je že kar napredek, ne, ker tam ti marsikaj pokažejo, ne. Bolj to, da kar verjameš vsemu na nek način, pa da vidiš, da si ujetnih algoritmov, ki ti predvajajo vsebino, ki jo predvajajo zato, da čim dalj ostaneš z zaslonom, ne pa tisto vsebino, ki bi ti jo potreboval zato, da bi v življenju rastel. Okay. In misliš, da veš vse zato, ker imaš druga, ki te lahko vprašaš vse. Ampak David, zdaj sva midva na nek način žalostno ugotovila, da smo pravzaprav ujeti v neštete parcialne natege, da je naše življenje pravzaprav nateg na nateg, da so mediji nateg, da so družbena omrežja nateg, da je naša vera v to, da nas bo materialno osrečilo, navaden nateg, da so naši odnosi navaden nateg. Ja, veš, kak je tu, okay. Lažje je zariti glavo v pesek, pa ostati s tem prepričanjem. Ampak mogoče pa nateg, bom rekel, naše osnovno duhovno sredstvo preživetja. A lahko potem takem opredeliva ne nateg, če so ugotovila, da je vse nateg? Če nisem rekel, da je vse nateg. Kaj pa potem takem ni nateg? Oziroma, kje najti ne nateg, če natega praktično... Ok, resnica v osnovnem pomenu, res je enak pomeni stvar. Ja. Torej, tisto, kar je zunaj nas. Torej, če stopiš ven in dežuje, je to res. Če gledaš teletablico, pa vidiš, da dežuje, to ni nujno res. Zatorej, odloži tablico in pojdi ven. In to moramo narediti, če se hočemo rešiti in ugotoviti, kaj je nateg, kaj ni nateg, nehati gledati v naše male telefone in tablice in računalnike in vse druge in iti v naravo in se prepričati, kaj je res. Nehati poslušati toplovod.
Ne, David, hecam. Poslušati, ampak vedeti, kaj poslušati, pa zakaj poslušati. Ne se pustiti voditi kot avca, da te tablet ne peljejo spletna mreža, kamorkoli pač jim zdi, da bo pritegnil tvoj pozornost, da ti bo lahko čim več reklam lansirali. No? David, najlepša hvala. Enako, Miha. Ja. Živijo. 01475-2202, največji nateg, ki so vam ga prodali na življenjski poti, je, daleč smo prišli zdaj od špinače do tega, da je nateg pravzaprav naše skoraj da ključno sredstvo preživetja. Dober večer. Dober večer. S kom govorim? A govoriva midva? Midva govoriva, jaz sem Miha, vi pa... Ja, živijo, Mojca pri telefonu. Mojca, živijo. Živijo. Mojca, aj prvič? Ja. Mojca, nič hudega. Prvič na radiju. Aj bil Cirej prijazen? Aj bil Cirej prijazen? Kaj naj rečem? Recimo. Kaj pa reče on v začetku, ko se javlja na telefon? Nisem sploh pričakovala, da sem se Ok. Mojca, ne bom vas obremenjeval s tem. Se bom zrezala zdaj. Pa prosim, ne me vika, ker mi gre so ful na živce. Ja, žal moram po službeni dolžnosti. Poklicni kodeks. Ok, ja, no pa deva. Jaz sem eno, kar se mi zdi največ nateg človeštva. In to je? Arbeit macht frei. Ok, delo osvobaja. Ja. Dajva to še malo pojasniti. No, dejva. No, poslušam. Zakaj? Kdaj je to prišlo ven? Po vsakem smislu? Zakaj je nekdo to rekel? Zakaj delo osvobaja? Kakšno delo, na kakšen način? Komu? Kdaj? Kako? Ok, sama ideja dela se vam zdi nateg. Ja. Ali se vam zdi nateg to, da je nek vsesplošen konsens, da morate oddelati 40 ur tedensko, da lahko preživite? Ne razumem, v kakšnem smislu se vam zdi Arbeit macht frei nateg. Ja, v smislu, da je to prišel iz časov, kad pač je bil nateg za ljudi, ne? Ampak kaj konkretno je tukaj nateg? Ja, nasplošno delo, ki ima mogoče konotacije, da človek mora doseči nek konsens ali, ne vem, neke točke na neki fakulteti ali pa na ne vem čem ali pa ne vem kje, da bo dosegel, da bo prišel do nekega dela, ki mogoče ga konca niti ne zna upravljati, ampak ima pa dosti točk, da bo ono delo upravljal in delo samo kot tako nima niti veze s tem, kaj človek dela. Ne? Zato se mi zdi tu pač največji nateg človeštva. Ljudje, ki so delali vedno in oni ljudje bojo delali forever, a ne? Tiste delajo srcem. Moram priznati, da vas ne razumem. Kaj mi želite povedati? Ja, da delo osvobaja je največji nateg človeštva. Ja, ok, delo, če ga pogledaš z drugega zornega kota, na nek način tudi zasužnjuje, ne? Saj to. Ampak kdaj delo zasužnjuje? Ja, ne vem, moje v Sloveniji tako na 80% ljudi. Se pravi, delo verjetno zasužnjuje v točki, ko opravljaš delo, ki ga ne želiš opravljati. Ja, verjetno, ja. Ja, bi se strinjal, da ima tukaj človeštvo, razen redkih privilegirancev, velik problem. Ja, no, tako. Ja, pravzaprav je to res ideja, s katero nas od otroštva naprej bogato nategnejo. Vsi nam govorijo, če boš priden, pa boš naredil to, pa boš naredil on, pa boš prišel do službe, pa boš lahko po službi delo, ne? Ja. Vedno me sočijo, da ti se moraš učiti, da boš prišel do neke službe, a je tako, ne? Ker boš lahko pol delal. Ok. Ja, da si se učil, boš lahko potem delal, ne? Ja. In delo nas osvobaja kako?
Ok, mava zdaj, če je to natek, mava kako alternativo? A za delo? Ja. Ja, delo. Alternativa delo je delo. Delo. Delo, ki pa te osrečuje, ne osvobaja, ko bom rekla. Kje se pa to dobi? Ja, ne vem, jaz tudi to nisem. Ja, srečno, Mojca, hvala lepa za prvič. Ja, no. Kaj najdete me, Pokličemo, hvala, živijo. Ok, Miha, čau, hvala. Čau. Nič 1-475-2202, danes je široka debata, bizarno pestra in zanimiva. Največja laž, ki so vam jo prodali na poti skozi življenje, največji natek, torej dober večer. Halo. Živijo, Miha tukaj. Andreja tukaj. Andreja, živijo. Nisem si mogla kaj, da ne bi poklicala. Ja. Prav redno poslušam, ampak se ne oglašam danes, pa sem se. Me veseli. Zame je največji natek, da ljudje pridemo grešni na svet. Aha, da nam nekdo proda zgodbo o naši grešnosti. Tako je. Jaz mislim, da iz tega izhaja ogromno gorja na svetu. Prvič ljudje doživljamo, lahko govorim tudi o svoji prvi osebi, čeprav nisem, bi rekla, direktno bila tega deležna, ampak ker živim v družbi, ki je pač tako opredeljena, mislim, da smo vsi tega deležni. Ok, lahko to sprevrženo idejo o nam urojeni grešnosti malo analizirava, na kak način bi komu ta ideja prav prišla? Ja, jaz mislim, da je to osnovno sredstvo manipulacije. A ne? Ljudje, ki ne ustrezamo, ki nismo dovolj dobri, ki nas vedno... Taki ljudje so vodljivi, a ne? Če človek sam v sebi ne najde izhoda iz tega, a ne? In se spoprime s tem, pravzaprav kaj to pomeni, iz kje izhaja, kam to pelje, kaj vse preplavlja to v mojem življenju, v naših življenjih. Meni se zdi, da nihče ne želi biti grešen, ampak ker je to globoko v našem nezavednem, mislim, da je veliko razprtij med ljudmi. Ljudje noče biti grešni in iščejo grešnost v drugem. Ne zavedajo se, da so s tem grešni. Okay. Iščejo grešnost v drugem. Ne, se strinjam, da je to natek pa odlično orodje za obvladovanje množic, ki bi ga lahko še naprej analizirala. Verjetno tudi, ok, se lahko vprašava zdaj, če greva v to, ne, zakaj k temu nategu nazaj, zakaj recimo tak imperij, kot je Rim, privzel to abrahamsko religijo, ki nam prodaja grešnost ob rojstvu. Zaradi tega, ker obljublja odrešitev od tega. Tukaj je manipulacija kompleksna, tukaj je manipulacija tako grozljivo široka, da kako to, da se ljudje tega ne moramo zavesti, pa narediti distanco od tega, pa najdeti v sebi en razmislek, ki bi nas peljal stran od tega. Ker tukaj je pot tudi v svobodo, se je najpomembnejša, ni svoboda od nečesa, od nekoga, od institucij, od ne vem česa. Svoboda je od naših lastnih misli, v katere smo ujeti in v katere smo razpeti. Odlično, mogoče je ta natek celo ključen za dovzetnost za vse ostale natege.
Ja. Ker nas je dejansko to obrnilo k nekim eksternim avtoritetam, ki govorijo onkraj našega notranjega glasu. Ne? Absolutno. Ki preglasijo. Pardon. Ja, se upravičujem, nadaljujte. Človek, ki hoče biti svoboden, mora imeti veliko poguma, mora marsičemu v življenju in marsikomu reči ne in prevzeti odgovornost za to, da mogoče od enega večjega dela ljudi ne bo ljubljen, ne bo sprejet, ne bo ustrezen in mislim, da je tukaj pogum ključena, ne? Hkrati pa zavedanje, da prej ste omenjali resnico. Resnica je tako zelo subjektivna. Jaz se spomnim, zdaj, če grem čist v svoj razmislek o resnici, jaz se spomnim, koliko sem v življenju rekla kakšno stvar, ker sem pač bila v kakšni debati, ampak hkrati mi je en moj notranji glasek rekel, lahko je pa tudi drugače. In se je pokazalo, da vsak, ki je bil zraven mene, je resnico videl drugače. Seveda, tako kot je prej vaš sogovornik rekel, so stvari, ki so objektivne, dež pada, ne? Kako pa jaz doživljam, je pa že druga stvar. O tem je pa že lahko velika debata. En ne bo šel ven iz hiše, ko bo dež padal, jaz bom pa šla brez dežnika, recimo, če mi to paše. Wow. Najlepša hvala za vaš nateg. Prosim. Lep večer. Srečno. Dajte še kdaj poklicati. Ne gre vam slabo. 01475 2202, največja laž, največji nateg, ki so vam ga avtoritete, ki so vas vzgajale in vam vse mogoče prodale na poti skozi življenje. Mediji, sistem, šola, starši, duhovni učitelji, vrstniki, vrstnice na Facebooku, reklame in tako dalje. Dober večer. Dober večer, Tomaž telefono. Tomaž, živa. Živa, se smem na začetku še jaz zahvaliti Andreji. Zdaj bo moja ideja čisto infantilna izpadla, no, tako da res poklon z moje strani, ker je povedala, nam je bilo zelo všeč, pa se seveda strinjam s tem. Meni so kot otroku govorili, da ko boš velik, boš lahko pa vse. Pa sem pa enkrat vmes, očitno še nisem postal velik, ker še vedno ne smem vsega, ne, oziroma sem že nekako v tistem času, ko sem še to govoril, opazil, da tudi moj oče, pač, ker ne sme vsega, ne, če ne drugače mu je mami, ki je rekla, ne, to pa ne boš, to bomo pa drugače. Zdaj ne vem, ali jaz nisem še velik, ali pa so me nategvali, verjetno so me nategvali. V bistvu želim povedati, da jaz svojim otrokom verjetno ne bom nikoli govoril, ko bojo veliki, da bojo pa smeli vse. Ampak v kakšnem smislu so vam govorili, da boste smeli vse? Še četrto kepco sladoleda. Pa še 1 uro dlje igrc na računalniku. In ljudje smo v bistvu tako, kot skupnost, ne smo vsi ena velika gruča otrok. In očitno vsi mislimo, da smo pa tam, ki smemo vse. In s tem pozabljamo drug na drugega, vstopamo ne samo v osebni prostor drugih ljudi, ampak to, kar je prej Andreja povedala. Ne? V vseh drugih vidimo vse tisto, čemer zjutraj v gledalu najprej, ki ga zagledamo, ne vidimo. Ja, ampak to je zelo zanimivo, kar ste zdaj izpostavili, da dejansko obstaja tukaj neka delta med otroštvom in odraslostjo. Ne, da v otroštvu ne začutimo na tega, ampak ga šele kasneje. Ja. Ne, zakaj se nam tisti miti, ki nam jih prevzgajajo kot otrokom, razblinijo šele kasneje? In zakaj se to dogaja v vsaki generaciji? Informacija se temu reče. Informacijska nasičenost. Ne vem, kako o temu reči. To ni odraslost, to ni zrelost. Ne? Ja. Ko dosežeš, bo rekla, stopnjo informiranosti, veš, oziroma eni morda
nikoli ne doumejo eni prej, ne, da sreče človeku ne more dati niti država, niti sistem, niti politična stranka. Srečo si lahko človek ustvari samo sam. Eni to ugotovijo nikoli, eni pozno, eni pa tisto srečo razumejo na zelo egoističen ali pa na tak način, da pri drugih s tem ustvarjajo morda celo krivico. Ampak mogoče pa že sama ideja sreče in nje zasledovanja in navaden natek. Ja, drži. Ne, ker pravzaprav so nam vsa navodila, ki so nam dana na življenjski poti, sploh v tistem času, ko si jih najbolj sposoben absorbirati in jih nekako privzameš in zapečeš v svojo zavest, so pravzaprav navodila za zasledovanje sreče. Ja. Ampak pol smo pa razočarani. Pursuit of happiness, ja. Pa smo pa razočarani. Očitno je sreča ne da je omejena dobrina, ampak še enkrat, samo vsak sam si jo lahko ustvari. A je okolje, to sem enkrat že v preteklosti govorila, ne, da ogromno determinacije sreče je določeno, predestinirano že s tem, kje se rodiš. Ne. Če se v Skandinaviji ali pa če se v Bocvani, je zelo veliko sreče determinirano zgolj s tem, da si se pač rodil na Norveškem. Ja, ampak ni mogoče spet to pogled naše kulture, da so Skandinavci nujno srečnejši od prebivalcev Bocvane. Ja, indeks sreče lahko merva v Butanu pa Nepalu, pa je blazno visoka. Ne? Ja. Ampak a je ne, pa se oni niso, da bi bili agnostični, da ne vejo, da zunaj Butana obstaja drugačen svet, ampak Ne, prosim, samo še tole, ker se mi zdi, da smo odstrla še en zanimiv odvod te teme in sicer bi lahko eno podvprašanje postavila, obstajajo kulture, ki so manj odvisne od samo nad tega, kot je naša. Bom rekel, ta zahodna, materialistična, demokratična, kapitalistična. Ja, kje recimo, ne? Kje? A so Tibetanci manj odvisni od samo nad tega, kot recimo Evropejci? Ali pa recimo neka amazonska plemena, ki sploh še niso prišla v stik z nasledniki konkvistadorjev? Ne vem, če so ta predmoderna plemena imela pa blazno višjo stopnjo sreče na neki kolektivni ravni, kjer je spet odrekanje za kolektiv presegalo vsak individuum. Zdaj, če je to sreča, ne vem, pol bi v Stalinovi Sovjetski zvezi bili ful srečni, pa niso bili, ne? Ker tam so to pripeljali do industrializiranega nivoja. Ne? Ja. Ne vem, nimam odgovora. Ne, no. Wow. Ampak ja, tole bi lahko, v tej smeri bi lahko odplula v cel nov toplovod. Najlepša hvala. Ok, enako hvala, lep večer še ostane. Živijo. Težke misli se mešajo z lahkotnimi Twitter. Evo Jože, ki je prej tistemu, ki je zamudil razsvetljenje, sugeriral naj proba vampe, sporoča, da so porniči dost na tek. Jože, se strinjam. Dober večer, kdo je z nami, kdo bo zadnji? Halo? Živijo, zadnja. Živijo, Miha. Prijatelji me kličejo, Mihi. Ja, s kom pa govorim? Z Melito. Melita, živijo. Živijo, Miha. A veš, kaj je za me največji natek? Največji? Ja, največji, res. Ne tako skozi življenje, ampak predvsem v zadnjem obdobju. Družba govori, da smo in da moramo biti pluralna družba. Ja. In predvsem so zelo pomembne nevladne organizacije. Aha. Jaz se s tem popolnoma strinjam, ampak ne vse. Gasilci, ja.
Slovenska filantropija, ja. Anita Ogulin, ja. In še podobni, ja. Vmes je pa veliko novih padalcev. In to je vas zdaj Melita malo zmotil, pa ste poklicali toplovod, da bi naredili en tak jagodni izbor v slogu svetnika Slavka Kmetiča, kaj je ok, kaj pa ni. Ne, Mal ste falili, no. To je na tega, saj je to tema. Ampak govorimo o največjem nategu, govorimo o takih tektonskih nategih, ko se ti zamaje svet. Ja. Pa če to ni ne morem, če smo začeli špinačo, ne bomo z ubogo Anito Ogulin tamle iz Zveze prijateljev mladine Moste Polje končali, ker je fejst punca. Ja, je zelo, ja. Ja. Dobro potico dela. Glejte, ampak jaz to osebno jemljem, veste. Je v redu, ampak govorimo, a to se vam tako... To je zame osebno... Največji nateg v življenju, ker se opravičujem, ampak ne zvenite najmlajši. Ne, niti približno ne. No, potem imamo pa pravkar na zvezi najbolj srečno predstavnico človeškega rodu, kadarkoli rojeno. Ja, včasih srečno, včasih pa kar nesrečno. Ja, no, mislim, če je največja nesreča oziroma največji nateg v življenju, ki vas je doletel tamle en nevladni prejemnik javnega denarja z Metelkove 6, potem ste happy person. Ne, se jaz ne govorim jaz tukaj ne kategoriziram točno kdo in kako in kdo, ker jih je v državi več kot, ne vem, 2000 in tako naprej. Čakajte, Melita, a ste vi hvala te. Humanitarka? Ne, a ste vi tista Melita iz uvoda oddaje? Ne, nisem. Evo, teja ni. Ok, Melita, najlepša hvala. Hvala vam, da ste me hoteli poslušati in da ste me skenčali. Ja, malenkost za oboje, živijo. Lepo se imejte. A mava še koga, Cirej? Spet bova šla čez. Ne, se sva še par sekund do ure. Dober večer. Živijo. Tim tukaj. No, zdaj jaz sem relativno mlad. To mi je všeč. Upam, da bova končala z enim relativno kvalitetnim nategom vseh časov. Mogoče bo malo bolj drugačen od predlogov oziroma mnen do zdaj. Največja laž, ki so jo meni prodali v mojem otroštvu, oziroma otroštvo, mladosti, je, da je demokracija najboljši sistem, ki lahko vodi državo. Od Grčije naprej. Ja. Stare Grčije. Mislim, da je skupina neumnih ljudi, ki vlada z demokracijo, slabš kot kakšen drug sistem, da ne bom se opredelil. Preklet Platon. Ja, tako. Nategun. Ne nategun, ampak takrat so vladali, pa bili visok tisti, ki so imeli denar, pa so bili pametni, zdaj ali so bili imeli denar zato, ker so bili pametni, ali so ga dedvali. Nekako se je to filtriralo, danes je pa zelo hiter, zelo visok, nekdo, ki ni dovolj pameten, da bi bil tako visok in da vlada. Demokracija je nateg, se strinjam, vam pa, mladi mož, povem, da ne obupovati, kajti demokracije bo prej ali slej konec in zavladale nam bodo uprave korporacij in algoritmi in svet bo ful lep. Najlepša hvala. Hvala. Lep večer. Ok, popraševanje po deljenju največjih nategov v življenju je še kako aktualno. Dajte preusmeriti vaše ideje, če jih še imate, kar na Lojtra toplovod, tudi na Twitterju je danes kar rekordna udeležba. Z maestrom Cirejem pa zaenkrat končujeva. Če ste ga zamudili ali se prepozno priklopili, tema je bila največja laž, ki so vam jo prodali na poti skozi življenje. Dobite vse naše
toplovode v obliki podcasta na naši spletni strani ali pri vašem telefonskem dostavljavcu podcastov. Upam, da kmalu brez oglasov. Živijo. Vaše zdravje si zasluži najboljše. Najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si v primeru poškodbe ali bolezni zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev v mreži Varuha zdravja. Varuh zdravja. Vzajemna.